Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli v knjigarni Celjske Mohorjeve družbe. Veseli smo, da imamo danes med nami tako eminentna gosta in z nami je profesorica dr. Mira Cencič. V bilo smo napisali ponosna Kraševka, Primorka in Slovenka. Dolgoletna profesorica, avtorica vrste učbenikov, strokovnih in poljudnih člankov z področja šolske vzgoje in seveda še veliko tega. Z njo se bo danes pogovarjal dr. Renato Podbersič, naš dolgoletni sodelavec, član uredniškega odbora revije Zvon. Seveda predstavlja tudi tukaj študijski center za narodno spravo, lahko rečem tudi predstavnik Goriške Mohorjeve družbe, z obema organizacijama odlično sodelujemo, tako da veselimo se pogovora, beseda je vajna. Gospe in gospodje, lep pozdrav v tem jesenskem, sončnem, ljubljanskem jutru. Hvala gospodu Simonu Ozvatiču iz vodstva Celjske Mohorjeve družbe za prijazen pozdrav, za gostoljubje, da gostimo danes lahko med nami našo goriško primorsko rojakinjo, dr. Miro Cencič. Je pisala tudi za Mohorjevo družbo, pa številne druge založbe, plodovita avtorica številnih knjig, tako z področja pedagogike, didaktike v zadnjih desetletjih, lahko rečemo, pa predvsem z področja domoznanstva oziroma krajevne zgodovine, zlasti primorske zgodovine. Dr. Miro Cencič je že Simon predstavil, torej začela je kot učiteljica, potem profesorica, na koncu upokojila se je kot univerzitetna profesorica. Poznamo jo kot publicistko, kot avtorica številnih tako učbenikov, potem tudi raznih priročnikov, zlasti pa, kot smo že uvodoma rekli, številnih knjig, ki se tičejo na eni strani organizacije Tiger. Pravzaprav je ena prvih, ki je orala ledino, zbrala številna pričevanja, tudi arhivske vire. Tista njena knjiga Tiger na Krasu v Vipavski dolini iz 1997 je že naravnost monumentalna. Potem je zbirala pričevanja, imela je to vztrajnost, da se je, bi rekli, zgodaj upokojila v letu naše samostojnosti. Zagrizla je v delo in potem obiskovala še zadnje ostanke teh nekdanjih preživelih tigrovcev, izbirala njihova pričevanja in jih potem tudi objavljala. Drugo tako njeno monumentalno delo, ki se ga bomo tudi dotaknili, je knjiga o primorski sredini, ki je šla pred 12 leti in tematizira to manj znano obdobje na Primorskem med drugo svetovno vojno. Z njo se bova pogovarjala v sproščenem pogovoru, morda na koncu Mira bova dala tudi kakšno možnost, da bo kaj vprašali, ne? Bo, dobro. Mira že dolga leta živi v enem najlepših končkov goriške dežele na hribu Svetega Marka oziroma Markovem hribu nad Šempetrom. Na eni strani nič kaj romantičen pogled na goriško oziroma šempetrsko bolnico, na drugi strani se odpira pogled proti Italiji, proti zahodu, klima je izredno ugodna. Mira sicer prihaja s Tomaja na Krasu in ko jo obiščem, me vedno postreže z dvema dobrima stvarema. Ponavadi joto, če jo ima skuhano, in pogosto ima, vrhunsko joto dela, in pa odličen kraški teran. Mira, za začetek eno vprašanje. Kaj pomeni Kraševcem teran in kje je najboljši teran na Krasu, da bomo vedeli, kje ga piti oziroma kupovati? Prvo tu povem. Prvo gotovo vsi veste, da je to v Tomaju. V Tomaju je najboljši teran in najbolj slovit. In tudi ga je še kar. Dokler so ti starejši ljudje, ko zmorijo to delo, ker mlajši gredo, opuščajo in tudi tam je vprašanje, kako bo teran podražil. Torej, izvedeli smo najboljši teran na Krasu v Tomaju. Hvala za to informacijo. Zdaj pa tako, ta pogovor smo pripravili ob vaši, se lahko poveva, ne?
90-letnici. Ne deluje, ne zgleda, je neverjetno še objavlja. Zadnja številka revije Zvon ima njen prispevek o šolstvu, ideološkem vplivu na šolstvo v času zavezniške vojaške uprave 1945-47, to je najnovejši članek, drugače pa tudi njen portret, hvala Celjski Mohorjevi v reviji Zvon. Drugače pa rojena na Krasu v času najhujše italijanske fašistične represije. Rasla v kmečki, domači, kraševski, slovenski družini, šolala pa v šoli, ki je bila italijanska. Toda na vašo mladost Mira so zelo vplivale šolske sestre, ki od konca 19. stoletja, rekli smo in tudi še vedno in v zgodovini rečemo tomajske šolske sestre, od leta 1898 do razmejitve 1947 delujejo na Krasu. Kaj so pomenile šolske sestre za vašo mladost, za Tomaj in vaše šolanje? No, se veliko je že Renato povedal. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste prišli in predvsem organizatorjem, ki so se posvetili tudi meni, čeprav se čutim neprijetno, ker nisem rada pred žarometi, ampak vedno mi je bila najbolj všeč zadnja klop. Ja, jaz sem s Tomaja, z kmečke družine. Torej, oče je bil dober vinogradnik, sadjar, zelo hiter, delaven, priden, pa po značaju zelo miren in vesel. Vedno je prižvižgal s polja, ko je prišel domov. Mama je bila bolj izobražena, do nas nekoliko bolj zahtevna, tudi smirila našo življenjsko pot in se trudila, da bi prišli vsi do poklica, vedno je poudarila takega, ki ga lahko z lahkoto opravljate, ne preveč. No, v družini nas je bilo 5 otrok, 4 v 6 letih, potem smo dobili še eno sestrico, ki je res pravi božji dar tudi za nas še zdaj. Torej, rodila sem se, kot je povedal, 34. leta. Takrat Mussolini je imel vso silo, vso moč nad slovensko zemljo, primorsko zemljo. Je bilo propovedano vse, tudi ime in priimek. Rodila sem se kot žvab Miroslava, ampak vpisali so me v državne bukve Soavi Federica. Moj oče, ki je bil tudi žvab Miroslav, drugo ime pa je imel Giovanni, pa postal Soavi Giovanni. V družini otroci smo v glavnem sledili naukom starejše sestre, ki je bila kot naša guvernanta. Mama je povedala, kako in kaj, smo šli za njo. Čeprav je bila stroga, imela pa zelo mehke metode vzgojne. Torej, če smo se med sabo kaj začeli poravsati, je vprašala, kaj je rekel sveti Janez, in takrat smo zakričali, ljubite se med seboj. Kadar smo pa cmerli, da ne vedela zakaj, nas je stisnila k sebi, vprašala, kaj nam je, navadno nismo vedeli, kaj je, potem je rekla, zdaj bomo pa zapodili hudobnega duha, nam je dala križec na čelo in smo bili pomirjeni. Predvsem nas so uvajali v delo. Ne mislim, da je neugodnejše okolje za delovno vzgojo prav kmetija. Ko živiš z delom, z delovnimi ljudmi in si vključen v kmečko življenje že od rojstva. No, ko smo odraščali, pa nas je usposabila predvsem za gospodinje in nas učila može vedno lepo sprijeti in jih dobro postreči. Otrokom pa je rekla, dajte jim, kar rabi za dušo in telo, dopovejte in prepričajte se, kaj smejo in kaj ne smejo in pustite jih pri miru. No, otroci smo takrat hodili v italijanski vrtec. Ne vem, kako smo se razumeli za tisto učiteljico, smo je rekli signorina, ki ni znala nič slovensko, mi pa tudi ne, še slovensko, ne samo tomajsko. Vendar spominjam se, da so na vsak dan dali žlico ribjega olja, kar je bilo strašno zoprno, in da sem bila enkrat in kastigo, sem klečala v kotu z rokami na kolenih, z rokami na hrbtu, ker sem mojemu
nekomu dečku metala plašček za obešalnika, da ne bo zraven mojega, kar smrdi. Torej, po 3 letih vrtca smo se vključili v šolo. Takrat smo imeli v Tomaju celo 2 šoli, deško državno in samostansko privatno, ki ni bila od države plačana. V Avstriji ja, pod zavezniško upravo ja, pod Italijo ne. Ampak tudi mi nismo plačevali, ker so sestre poučevali v skladu s svojim poslanstvom vzgoja za Boga in domovino, vzgoja za družino. No, tam sem se vključila v 1. razred, zato vam ne morem govoriti o nasilju v šolstvu pod Italijo iz lastnih izkušenj, ker tam je bilo pa res en tak ljubeznivý mir. Pouk je bil italijanski, ampak med seboj smo se vedno pogovarjali slovensko. Sestre, rekli smo sestre so nas podučile, če bo treba kakšne vzgojne stvari, kar po slovensko. In njihov učinek je bil res izreden. Namreč še to, dva ta mlajša smo bila tam, tako rekoč bi rekli zdaj, celodnevno bivanje. Smo prišli zvečer domov, da smo bila tudi na učni uri. No, spominjam se, da smo potem, ko je bila šola 2 leti je bila italijanska, potem, ko je Italija propadla, torej so prevzeli tudi vse dečke iz šolskega okoliša in takrat so prišle že 41. leta dosti šolskih sester z Maribora, ker so jih tam prižgali Nemci in so prinesli tudi v naš kraj čisto nove metode, ki jih zdaj poznamo kot strojno šolsko delo in celostni pouk. Takrat smo imeli nad vrati napis Bog se vidi, Bog se ve, greha dela se ne sme. Da vam povem, kakšen vpliv imela to name, enkrat, ko me je mama poslala po klobase v tisti kamen, smo rekli, in sem tela še malo ščipen, sem zagledala s to božje oko in so hitro potlačila klobaso nazaj noter. Vera, zdaj pa malo se odlahnete, spite malo vode. Zdaj pa bomo rekla tako, vi ste se šolali, da greva malo naprej, ko imamo še veliko za obdelati. Šolali ste se v Tomaju, Trstu, Postojni in Ljubljani. Zaradi teh turbulentnih časov ob zahodni meji, demonstracij se spominjate za Trst leta 45 do 47, kako so ti časi vplivali na mlado dekle, ko se ni vedlo in dejansko ste vi, Kraševci, vedno gravitirali na Trst. Trst je bil vaše gospodarsko, socialno, kulturno središče. Šolo ste srednjo, višjo osnovno začeli v Trstu. Kaj je pomenilo izguba Trsta? Zelo veliko. Namreč mi smo prišli po enem mesecu proti koncu vojne pod zavezniško vojaško upravo in smo se odpravljali tudi v šolo v Trst. Jaz sem bila takrat končala 4. razred in nekako bi bila že za prvo gimnazijo. Toda dogajalo se je marsikaj, kar pišem prav v tem zvonu, tej številki zvona. Torej, šlo se je za prevlado v šolstvu med zavezniško vojaško upravo, ki je bila legitimna oblast, in drugo oblastjo, ki je bila dejanska, zelo močna oblast v tistih časih. No, tako da je potem se šele, torej, ostala še 1 leto potem v tomajski šoli, potem sem šla v Trst, to je za 1 leto, malo seveda pa je bilo, torej spet priključitev Jugoslaviji. V tem času, ko smo bili pod zavezniško vojaško upravo, torej smo se pripravljali po vojni v velikem številu, da gremo k Birmi, bom tudi to povedala. In vsi odpravljeni, lepo, 200 otrok je bilo v Tomaju, in čakali škofa, potem čas pravijo, se je začela maša, potem gotovijo, da so ga ustavili kričači, ki so pili Santin fašist, Santina v špirit, in škof ni mogel priti na zbirma, tako da smo se potem peljali z enim vozom popoldne v kapelo v Trst, da smo, ampak za mojo botro ni bilo prostora, tako da me kar je nadala roko gor na to.
Torej, Trst je gotovo zgubil za Krašovce zelo veliko, zgubil Trsta zelo veliko. Tja so ljudje prodajali, se šolali, tam je bilo nekako kot tudi naše kulturno središče, tam so bile razna društva, stranke in tako naprej. In torej obvestilo o novih mejah je Krašovce zelo prizadelo. Posebno, ker toliko prvih let sploh je bila meja tako zastražena, da smo lahko samo opazovali, oziroma ne če opazovali, čutili, da se po noči pribežniki bližajo meji in so hodili v vas dejansko pit vodo, ker na Krasu ni proste vode. Ne? Torej, potem, ko se je meja prišlo do tega, da smo dobili te propustnice in nekako tudi Kras se začel nazaj navizovati na Trst. Mira, potem naprej vaše življenje se zapiše pedagoškemu poklicu. Od učiteljice, z učiteljiščem končanim, do univerzitetne profesorice. Kaj vas je napeljalo k temu, da ste življenje dejansko posvetila svoje najlepša leta, no se zdaj so najlepša, ampak svoje najbolj zrela leta poklicna ravno pedagoškemu poklicu? Kaj vas je to privlačilo? Veste kaj, sem imela zelo rada otroke, sem hodila pestvati tam, kjer so bili majhni otroci in mama je presodila, da bom učiteljica. Vendar pa ravno tisto leto, 49, ko sem končala nižjo gimnazijo, so prišli še zadnje torej odpeljali še zadnje tomajske sestre z vasi. Otroci smo bili povsod, vedno tam, ker se je nekaj dogajalo. No in mene so ukazali, da moram nositi njihove imetje na kamion, jaz sem se temu uprla, sem začela jokati. No, posledica tega je bilo, ko sem se vpisala na učiteljišče, sem dobila sporočilo, da nisem sprejeta. Mama je šla potem v Ljubljano, da me prepiše na gimnazijo in potem je rekla tajnica, počakajte, pogledajmo, kaj je. No in je tako pokazala mojo karakteristiko, moralno-politična pristojnost in je pisala, da sem versko blazna. In seveda, potem pa je rekla, veste kaj, mi smo dobili zdaj nov ukaz, da moramo prevzgajati. Potem sem postala na učiteljišču, sem končala učiteljišče, bilo je zelo lepo, čudovit je bil naš razred, tudi naš razrednik France Tonin, ker tudi nisem dobila štipendije, ker pač mi naša krajevna oblast ni dala potrdila za primernost. No, in potem je Tonin samo razrednik me vprašal, da ne prinesem posestni list in koliko nas je otrok, in potem drugič je prišla štipendija tudi nekaj malega zame. No, ko sem končala učiteljišče, takrat je še ministrstvo pošiljalo na delovna mesta. Sem bila poslana na osnovno šolo Gabarje, ena razrednica je bila, 4 razrede, 2 popoldne, 2 dopoldne, približno 50 otrok, ampak otroci so bili prijetni, tako da ni bilo čutiti takih problemov, kot jih čutijo danes učitelji. No in bom povedala še tukaj dogodek. Je prišel enkrat en mladenič z motorjem in je rekel, zdaj bodo volitve, pazite, kaj bo župnik volil. Potem je prišel še enkrat, pa me vpraša, kaj je volil. Sem rekla, jaz nisem bila takrat zraven, ne vem. Potem je pa še enkrat prišel in potem se srečam z enim mladim duhovnikom, domačinom in je rekel, vprašal, če sem jaz Gabrij, a veš, kaj pravijo? Da hodijo k tebi udba. Meni je bilo groza. In potem, kaj naredi, sem povedala mami, sem povedala tebe mojemu Cenčiču, ko smo se zdaj dopisovala, ne? In potem, ko sto slišala motor, grem dol, se pokrižam in sem rekla, Sveti Duh, pomagaj mi. In sem mu rekla, veste kaj, vas lepo prosim, nikoli več ne pridite sem, ko vsi dolini govorijo, da hodijo fantje k meni, celo z motorjem. In veste, kaj to pomeni za eno učiteljico? In res ni bilo več. Naslednje leto, ko sem bila še spet ostala v Gabarju, sem pa dobila sklep okrajnega ljudskega odbora, da ne grem študirati pedagogiko in psihologijo. Jaz nisem mislila na nadaljnjem študiju, nisem bila rada učiteljica. Potem sem razmišljala, bi šla, ne bi šla, potem sem se odločila,
bi rekla, skoraj v urednem roku končala. Mož je že nekaj prej je rekel, ta Cenčič moj, ki je bil že na učiteljišču, hodil variti pred šolo, je rekel, jaz sem že toliko star, vojaščino sem odpravil, se poročno, smo naredili mojce, kakor je postaranje. Grem na takratni okraj, sem rekla, zdaj sem diplomirala, kaj bi, ne, sem rekla, jaz smo vas nameravali na učiteljišče v Tolmin. Grem v Tolmin, ne, so rekli, mi ne rabimo nobenega. In potem kaj? Sem šla nazaj na okraj, jaz so rekli, nekaj imate proti vam, imajo proti vam in proti vašemu možu, sem zastopila vsem. No, potem sem dobila v Postojni na gimnaziji in sem tam se lepo počutila. Potem so bile same reforme. Vi ne veste, nekaj se je ustanavljalo, nekaj ukinjalo, nekaj združevalo, nekaj razdruževalo, da nikoli nisi vedel, kdaj bo še lahko tam ostal in kako boš mogel druga. In to je bil vzrok, da smo se tudi mi dva, možen in družinco, smo imeli že fantka in potem smo dobili še eno punčko, ki je zdaj z mano tukaj. Torej, je bilo pač tako, take razmere so bile. Malo skrajšala, ker nas vendar še čaka dosti. Ja. Potem ste doktorirali in poučevali na univerzi, v različnih krajih. Jaz sem prej poučevala na višji pedagoški šoli in potem sem doktorirala razmeroma pozno. Namreč moje načelo je, in tudi priporočam vsem mladim, da otroci rabijo očeta in mater. In takrat jih morajo imeti, ko jih resnično rabijo, v zgodnjem in srednjem otroštvu. In sem začela svoje, rekla to, doktorat delati te stvari. Torej, prva moja knjiga je šla ravno isto leto, ko se je sin upisal na univerzo in doktorat sem še delala še malo kasneje. Potem sem pa, torej so tudi tam vplivali reforme na to, da smo bili najprej višja šola, potem smo postali visoka šola in tako naprej. In potem ste končali na fakulteti pedagoški, se leta 1991 upokojili in potem se začne vaše najbolj plodno raziskovalno obdobje. Ja, moram povedati, da sem se upokojila res 91. leta in sem potem še 20 let predavala, so drugi ugotovili, potem sem začela računati res na pedagoški, na nekih drugih fakultetah, pa tudi v Kopru, na pedagoški fakulteti v Kopru. In ja, potem sem začela pa opustila pedagoško delo, prav zaradi tega, ker sem vedela, da ne moreš nekaj kritičnega pisati, ne bodo objavili in sem rekla, ne, če bom kaj drugega. In potem gre lepo umira v pokoj in se posveti tam v 90-ih letih, pride do osamosvojitve, do demokratizacije najprej, potem osamosvojitve. In vi ste začeli plodovito zbirati gradivo, poslušati še žive pričevalce. Sad je knjiga, ki smo jo prej omenili, ki je že dejansko pošla, ki je bil bestseller takrat. S tem ste si tudi dobila neko črno piko pri lokalnih ali krajevnih varuhih revolucionarnih izročil. Ta črna pika vas spremlja še tudi danes. Ampak dejstvo pa je, da ste res tukaj ogromno naredila. Na eni strani zgodovina oziroma preteklost organizacije Tiger, torej organizacija primorskih antifašistov, potem domača, kraška zgodovina, Tomaj, Župnik Miklavc, Srečko Kosovel, mislim, da ste tudi neki sorodniki, ne, Srečkom Kosovelom, niste. Torej, to je bila vaša druga ljubezen in tretja goriška sredina oziroma primorska sredina. Peva najprej na Tiger. Kaj bi lahko povedali v strnjeni obliki o Tigru? Veste, jaz nikoli nisem mislila, da bom kaj takega pisala, se tega lotila. Spoznala sem Antona Rutarja, to je bil član goriškega odbora Tigra, na 30. leta obsojen na 10 let ječe, učitelj, ki je po vojni zbiral gradivo in spomine njegovih soborcev, ki so preživeli vojno. No, in ko so prišla k njemu, mi je pripovedoval o Tigri z veliko vnemo, z velikim žarom in tako da je popolnoma me prevzelo. Hkrati pa njegovo nezaupanje do nekaterih zgodovinarjev je začel me prositi, da je vendarle naredimo nekaj, da ne bodo pozabljeni ti zapi fantje in mi ponujal tisto njegovo zbirko gradiva.
Najprej seveda sem se upirala, potem sem pač prav zaradi tega čudovitega domoljuba sem sprejela in potem se okužiš. Začela sem zbirati, šla po njegovih zapisih tudi obiskovati sorodnike in preživele tigrovce. Dobili smo jih takrat še nekaj. Moram res se zahvaliti mojemu možu, ker me je vedno spremljal, kadar sem hodila tako okrog, da sem imela več varnosti. No in potem je tista knjiga išla. Najprej sem ponudila Mohorjevi družbi, so rekli, da morajo dati na recenzijo zgodovinarjem. Možakar je rekel, ne, tu bodo vsi vrli proč, ne, tega narediti, ne. No in potem je izdala založba Mladinska knjiga. No, potem pa organizacija Tiger, torej društvo Tiger, ki je takrat delovalo, je resnično iskalo resnico o vsem tem in me je večkrat spodbudilo, da naj pišem malo uvodne članke, kak izdelom, ki bodo išli, ali kaj drugega, kar je bilo pa recimo ob odkrivanju spominskih plošč in spominskih spomenikov tem zaslužnim Primorcem in tako je nastalo kar nekaj knjig. Mislim, da Beneška Slovenija torej spodbudi, naj napišem vod po natisu kaplana Martina Čedermaca. In takrat sem iskala literaturo in sem dobila eno italijansko knjigo Il Ducello Vuole, ker je bilo dejansko vključeno tudi dokumenti, da mi je bilo jasno, kateri so bili ti duhovniki in tako naprej, da je lahko nastala potem ne uvod k Bevkovi povesti, ampak samostojno delo o teh Benečanih. Vaše delo na področju zgodovinopisja, domoznanstva, primorske, zlasti glede Tigra, je tukaj zelo neprecenljivo. Na eni strani ste rekla gradivo in pa pričevanja, ampak tudi ste se zakopali v italijanske, pa predvsem tudi naše arhive, tako v Ljubljani kot v Gorici, Trstu, je pa Kopru. Ste pa zanimivo napisali tudi študijo k romanu Bevkovi Črni bratje, ki je bila tudi, bom rekel, neka taka povest, ki smo jo potem dobili z vašo zaslugo v zgodovinskem kontekstu. Tiger je bil res vaše ljubo opravilo, zelo dejavni ste bili v 90-ih, dokler je Tiger ustrajal na nekih demokratičnih pozicijah, lahko rabo ta izraz, ne? Kako gledate danes na delovanje organizacije Tiger, ki lahko javno poveva, postaja vedno bolj podružnica Zveze borcev in dejansko valorizira tiste, ki so Tigrovce včasih pobijali? Veste, tako je. Zdaj, težko bom rekla, ker takrat, ko so dejansko smo zgubili gonilne može v tej društvu, se je začelo društvo razpadati in se začelo deliti po področjih. In so prišle do nove volitve in se je hitro videlo, kakšne spremembe so, in takrat je večina teh naših starih članov ostala izven. Tako da jaz pri Tigru nisem že dolgo let. In vemo pa, dobivam pa še zmeraj njihov rodoljub in vemo, kaj je. Ne se istovetijo, pravzaprav hočejo na eni strani istovetiti partizanstvo in tigrovstvo, čeprav so te dve stvari, ki se popolnoma razlikujejo. Tigrovci so bili nacionalna organizacija in povezane z zahodnimi zavezniki, ona je internacionalna, povezana s Stalinom. Tako da ima svoj program, tudi ima svoj program in zaradi tega so bili tudi moteči, zaradi tega, ker so začeli z odporom dolgo prej, kakor je komunistična partija. Zdaj, pri Tigru nekako sva zaključila, bova mogoče se pri vprašanjih še vrnila na koncu. Druga ljubezen, domači kraj, domoznanstvo, Tomaj, Kosovel, domače pesmi, domača ognjišča. Odkot vi živite že toliko let ven iz Krasa, ampak vedno znova se na Kras vračate. Kras ostaja v vašem srcu zapisan. Tako je. Pravijo, domači kraj človek lahko zapusti. Zapusti. A domači kraj ne zapusti človeka, greš njim.
tam se razvijajo prvi pojmi, prva spoznanja, prva občutenja, prva čudenja, prve besede sprejemaš. In tam je dejansko so vezani spomini na tisto lepo otroštvo, smo rečemo, je bilo lepo otroštvo. In navezanost na takaj vleče. Za zgodovino pa mi je predvsem pridobila moja stara mati. Med vojno sta bila samo s starim očetom doma in so me pošiljali pedih materi, da ne bo sama Boga zvečer, in tam smo mater najprej molili za vse rajnce, potem me pa pridovala, kako je bilo včasih. In se mi zdelo, da je bilo strašno lepo, posebno pod Avstrijo. No in to so tudi veliko me je povedala resnic, ko sem iskala vire, ko sem iskala predvsem te kronike naših tomajskih župnikov, sem našla torej enake podatke, da res je verodostojno, njeno pričevanje bilo verodostojno. No, tukaj so napisano drobno knjižico Tomaj krasa raj, torej potem pa je nastalo neobširnejše delo, ki zajemam celotno področje, rekla, tomajske prapare, ki je obsegala skoraj pol krasa, Ornega krasa. Zelo velika, iz tega nastalo potem 10 novih par. In gradivo sem dobila večinoma v župnišču in to je ciljno me pritegnilo. To se pravi, da neverjetna podatke dobiš, neverjetne dogodke in sem to potem dopolnjevala z raznimi drugimi zgodovinskimi viri, torej zgodovinske narodne zgodovine, in je potem nastalo to življenje na Krasu. Torej, druga ljubezen, nekako sva jo zaprla, Ja. Se pravi, krajevna zgodovina. Že v službenih letih, torej pred upokojitvijo, ste veliko pisali, zlasti z področja didaktike, potem učbenike, tudi zgodovina šolstva, ki pa je nekako, bomo rekli, zaključek dobila pred 3-4 leti, ko ste napisali monumentalno zgodovino, mislim, da je šla v Kopru, pri znanstveno-raziskovalnem središču, zgodovina šolstva na Primorskem. Nekdo, ki se ukvarja šolstvo na Slovenskem, mimo te knjige ne more iti. Zakaj je šolska zgodovina, poleg tistih, veste, utečenih pogledov, političnih, diplomatskih, vojaških, ki jih imamo ponavadi v prvem planu zgodovinarji, zakaj je pomembno poznati šolsko zgodovino? Veste, šola je odraz družbenih razmer. Torej, navadno je šola taka, kakršna je družba. In potem lahko ugotavljate, kakšen je odnos med šolo in družbo in šolo. Torej, šolska zgodovina, povem po prvici, da sem ne samo učne načrte ali stare, ampak sem prebirala tudi učbenike. Najbolj konkretno je predstavljena vsebina in recimo cilji, dejansko cilji vzgoje v učbenikih, obstoječih učbenikih. No in tam vidite, recimo, kako se spreminja odnos do jezika, odnos do torej splošnega izobraževanja in pa tudi odnos do vrednot. In tukaj so velike spremembe, torej, ki so vselej odraz družbe in hkrati vplivajo na družbeno dogajanje. Torej, presenetljiva je moja ugotovitev, da nobena od Jugoslavij ni podpirala razvoj slovenskega naroda, ampak dejansko je očitno bilo z vsebin videti, da ena je imela nalogo vzgojiti torej se vemo, jedan trojimeni narod, jugoslovanski, drugi pa s tem bratstvom in enotnostjo. Torej, to predvsem pokaže zgodovinski pouk in pa literaturo, ki jo vnašamo v šolske učbenike. Druga stvar, kar me je tudi presenetila, da nobena od vlad in tudi lahko rečemo strank se ni potegovala za slovensko šolo tam, ker so ostali izven državnih meja. Ampak so se ljudje sami trudili, sami se borili, da so prišli do šolstva.
svojega šolstva, narodnega šolstva. In tretja stvar, da za razvoj slovenske šole ima v prvem obdobju cerkev, domači duhovniki, v drugem obdobju, ko postanejo učitelji bolj izobraženi, učitelji, stari Jugoslaviji, ker je bila center je bil daleč, slabo povezano in je bila nekako tukaj na šolska avtonomija. No, potem pa seveda tega vpliva ni bilo več, ker je bilo vse dirigirano in vse naprej pripravljeno in danes je tudi dobesedno vse pripravljeno, kako, kaj naj učitelji učijo in kako naj spregovorijo, celo do besed. S tem mislim, močno okrena učiteljeva ustvarjalnost, pa tudi njegova avtonomija. Gospa Mira, da bo malo aktualna. Letos je 250-letnica znamenite šolske zakonodaje, ki jo je sprejela vladarica Marija Terezija 250 let. S tem tudi začetki organiziranega šolstva tudi na našem ozemlju. Vi kot šolnik, dolgoletna šolnica, didaktičarka, kakšen je današnji pogled, kako vizionarsko je bilo to dejanje tedanje močne osebnosti, te mogočne ženske Marije Terezije? Prvo bi rekla, da je dala zelo pomemben pouk današnjemu času, da začenjamo s poukom drugih jezikov, ko otrok obvlada narodni jezik in narodno pismenost. Zdaj pa mi porivamo tuje jezike čim nižje, preden dejansko obvladujejo svoj materin jezik. In s tem, ko jih porinemo nazaj, dejansko zgublja jezik svojo strokovno, bi rekla, moč in izgublja svoje bogatstvo in svojo prisotnost povsod, ker je potrebno. Zdaj, šolstvo bo zapustila zaenkrat po strani, peva še na mogoče najbolj turbulenten del vašega raziskovanja, tudi mogoče najbolj trd oreh, ki ste mu posvetila kar lep del svojega raziskovalnega časa, je doživel tudi imeniten odmev, vsaj pri delu javnosti. Rezultira ga ta knjiga o primorski oziroma goriški sredini. Sad dolgoletnega zbiranja dokumentov, literature, pričevanj. Mira, kako bi današnjim poslušalkam in poslušalcem razložila v dveh besedah, kaj pravzaprav je primorska oziroma goriška sredina? Odkot njen pomen za razumevanje druge svetovne vojne na Slovenskem? Namreč, že z avstrijskih časov so delovali dve organizacije, tako se je edinost razbila, pravzaprav ko sta statali podtalne, Tiger in Tajna krščanska socialna organizacija, ki je zelo dobro obdelal Egon Pelikan. Tiger vemo, da je bilo uničeno vodstvo in članstvo se počasi utapljalo v EF. Medtem ko je Tajna krščanska organizacija, ki ni bila nikoli odkrita, ohranila del vodstva, predvsem tisti del, ki je bil iz vrst duhovnikov. In je ta tajna krščanska organizacija delovala tudi med vojno. Tajna krščanska organizacija pa je nastala, pravi okrog leta 30, z desnega krila društva Edinost in zbora svečenikov svetega Pavla, to je torej društvo primorskih duhovnikov, ki je imelo svojo obrambno vlogo že iz avstrijskih časov. In je delovala podtalno, torej, bi rekla, okupatorji Italijani, nihče jo ni odkril, je pa zelo lepo sledila voz in udba. Zato je bilo zelo veliko gradiva o tej organizaciji v arhivu, našem republiškem arhivu. Potem seveda sem dopolnjevala tista spoznanja s kronikami tistih vodilnih duhovnikov, ki so bili v špici tega gibanja. Torej, Tajna krščanska organizacija je dejansko začela s spodbudami za upor, takoj ob napadu na Jugoslavijo, obrnila se je na Slovensko ljudsko stranko in na torej vlado v Londonu, a nikjer ni bilo odziva, dala še nekaj plakatov. Potem, ko so začeli pa torej, prihajati
komunisti iz Slovenije in ustanavljali partizansko gibanje. Seveda Primorci so dejansko leteli v naročje Osvobodilne fronte. Oni so čakali, pripravljeni so bili na upor. Posebno duhovniki iz vodstva, ki so bili med vojno v večini, ker nekateri laiki so bili tudi po zapori, so bili izredni hudi stiski. Kaj je zdaj? Ne moremo zapustiti svojega ljudstva. Tvegati ločitev naroda, ljudstva in cerkve. In dobili so navodila od Virgila Ščeka, da pač ostanemo na strani ljudstva, postavili so se na sredino, odločno bili proti okupatorju, ampak in proti komunizmu. Ti so dejansko bili nevarni vsem, predvsem komunistom. Namreč Primorci niso šli v gozd zaradi komunizma, ampak v boju proti fašizmu, proti okupatorju, da bi ostali priključeni ostalemu slovenskemu narodu. Tudi duhovniki so to vedeli, so rekli, se jih nismo narodno vzgajali, mi smo krivi, da so oni zdaj tisti glavni borci v partizanih. No in Udba je pa tudi vedela, da kadar se vračajo laični voditelji z zaporov italijanskih, da je zelo nevarno, oni so rekli, da pride do prevala, to se pravi do upora brez komunistov. Zato vidimo, da takrat je bilo tisto streljanje drugačno kot na Kranjskem, rečemo tukaj v Ljubljanski pokrajini, da so bili vedno streljci nevidni. Še danes odkrivajo, kdo je koga ustrelil, ampak se ve. In krati so pa tudi preprečevali, da bi se organizirale oborožene enote proti partizanom. Ti so naši fantje, ki se borijo za domovino, ne pa za to, kar so bili izkoriščeni dejansko. In najprej so jih hoteli pridobiti eni in drugi. Eni in drugi kritizirali, obtoževali, da so zavezniki okupatorjev, drugi, da so zavezniki komunizma. Ampak so tudi potem, ko so bili zelo razočarani po tistem sklepu Tito Šubašič, ko je pač zavezniki, na katere so računali, priznali edino Titovo vojsko kot osvobodilno vojsko, so ostali na sredini, po vojni pa so jih oboji, bi rekla, zapustili, ker tudi niso bili niti vaš, niti naš. No, ko so prišli vojaške partizanske enote v Gorico in Trst, ker je bilo to jedro, se je dogajalo, da so hišne preiskave, ugrabitve, zapori, zasliševanja, mučenja, predvsem laičnih voditeljev tega gibanja. Duhovniki pa so dobili pa od strani cerkve, da se niso dovolj odločno postavili proti komunizmu. Tako sta bila dva postavljena laični stan, Virgil Šček in pa Ivan Jovančič, to je bil blagoslovni učitelj na bogoslovju v Gorici. Mira, vi ste tudi Jovančiča raziskovala, njegov arhiv je zdaj odprt. Ena prvih, ki ste pogledali tam nekdaj zaprti del arhiva, veliko tega, kar ste nam povedala in še kaj drugega je v tej res, lahko rečemo, še enkrat monumentalni knjigi, se splača za to roke, sploh nekdo, ki se zanima za primorsko polpreteklo zgodovino, ampak sva proti koncu in obljubila sva, da bova dala še kaj spoštovanim poslušalkam in poslušalcem, da vprašajo, ampak še prej, ko greva proč. V zadnji številki Zvona ste napisali tehno razpravo o šolstvu na Tržaškem, to smo že rekli v coni A, Zavezniške vojaške uprave. Kakšni so vaši načrti za bližnjo prihodnost?
Stalno ste nekje v movingu, stalno imate ideje in tako naprej. Kaj bomo lahko brali? Renato, z možem ima vsak samo eno željo. On pravi, da bi jaz živel toliko kot ti, jaz pa sem možu napisala. Še ena je želja je moja, da roke sklenila bo tvoja. Češ reč, pri 90 in 95 letih imamo pa take želje. Če bomo bi da roke več, še kaj naredimo, ne? Ja. Torej, jaz vam želim Bog daj zdravje v imenu sebe, poslušalcev Celjske Mohorjeve družbe, ki je organizirala današnji pogovor. Hvala za vse vaše delo, hvala za ves teran, ki smo ga skupaj spili. Pri njihovi hiši je vedno lepo, tudi zapeli smo včasih, ko smo se zbirali s prijatelji Ivom Jevnikarjem, Magdo Rodman, znani goriški, vipavski, tržaški narodnjaki, tisti, ki nekako ljubijo naš narod, ne? In slovensko pesem. Vedno je lepo pri vas, vedno smo lepo sprijeti, hvala vam za to. Do zdravja in zdaj pa odpreva mikrofon, ne? Ja. Če ima kdo kaj dodati, vprašati, tukaj imate dr. Miro Cencič, hvala, ker ste prišli, lahko jo še kaj pobarate. Boste odgovarjali, ne? Ja, seveda, če bom znala. Zdaj, če ne bo kakšnega formalnega vprašanja, gospod Peterle, boste lahko potem še neformalno po koncu. Imate mikrofon. Hvala lepa. Ja, niti ne vem, če bo vprašanje, ampak predvsem bi se rad zahvalil in vam tudi čestital k jubileju, predvsem pa hvala k vašemu delu. Meni se zdi izredno dragoceno, da lahko naša generacija po vojni rojena še sreča koga, ki lahko govori iz prve roke. Ne? In jaz sem tolikokrat poslušal, tudi med zgodovinarji, sem študiral malce zgodovino, da je bila Primorska drugačna. To je en del mita, da je bila Primorska drugačna. Ne? In ko sem potem študiral Tigra in sem tudi gospod Rejčevo srečal in še koga, pa srečal recimo v Bedani gospoda Toroša, ki mi je povedal, da so partizanskega sina ubili, ker je bil kulak, me je ta mit, bi rekel, sem videl pač, da gre še za en del mita. Ne? Tako da, jaz sem vesel, da resnica nezadržno prihaja na dan. Mi je pa žal, da ne morejo določenih stvari slišati tisti, ki so tisti čas doživeli. Zmeraj pride do resnice malce kasneje. Bi vas rad vprašal, kaj pa mislite, da bi se moralo še zgoditi, da se resnici utre pot naprej? Veste, tu bo dolga pot, ker računajte, da je že takrat, ko bi mogli z resnico na dan preko 30 let. In to je že nova generacija, ki so vzgojeni po novem. Sredstva glavnega obveščanja, šolstvo deluje v eni smeri. In to prevladuje. Prevladuje tudi recimo še tretji način, bi rekla kavarniški način, ker se prenašajo in porjujejo določena prepričanja. Torej, prav gotovo je prva reč, zgodovina bi morala biti poštena zgodovina. Povedati, kar je res, kar ni res. Ampak gledajte, tudi znanstveniki so nedovzetni za tako dokazljiva dejstva, kot jih najdemo praktično v arhivih. Torej ne pridejo, torej najblažja oblika je, da se zamolči. Ni. In potem se ponavlja, kar določenim vladajočim odgovarja. Tukaj, če rekli so, da generacije menjale. Generacije so vedno rezultat časa, v katerem živijo. Vse teh vplivov vplivajo na mladega človeka. Vplivajo tudi vse življenje. Se tudi stari ljudje, tudi ugotavljam, prilagajanju miselnosti mlajšim, da ne pride med njimi do prehudih nasproti in nerazumevanja. Ne starejši, izkušeni, torej zakazreli ljudje, ampak celo ti starejši prilagajajo mlajšim.
da smo vsi eno. Ne, tako. In tukaj jaz mislim, da bo še toliko več časa potrebno, da se te stvari narod sprejme take, kot so. Zlasti mislim, da je tukaj stvar tudi čustvene vzgoje, da ta čustvena mlačnost, topost, torej ima posledice tako v osebnem življenju, družinskem življenju in družbenem življenju. Ni sočutja, ni sposobnosti empatije, to je treba vse vzgajati, to ni samo od sebe ne nastane. Ne? In tako je tudi, bi rekla, za to, da sprejmemo nekaj, moramo sprejeti in torej i vase sprejeti. Ne? In potem svoje miselne, stare miselne vzorce primirjati in jih spreminjati. Večina pa je zelo težko temu to narediti. Da bo še dolga. Ampak moramo povedati tako, kot je bilo. Hvala, dr. Miri Cenčič, za te modre besede, so na mestu. Gospod Peterle, ste dal dobro izhodišče, Primorska ni bila nič drugačnejša, to dokazujejo številna dela in članki, ki jih je napisala bodisi Mira. Profesor Jože Korenčič je napisal imenitno knjigo o svojem starem stricu, pomembnem pripadniku goriške sredine Antonu Rutarju, je lansko leto išla. Sam sem napisal nekaj stvari o revolucionarnem nasilju, tudi kakšno knjigo na Primorskem, ki dokazuje, kar ste tudi vi rekel, da zgodba je ista, podobna, samo z nekoliko zakaznitijo zaradi razmer, ki jih je tudi današnja slavljanka povedala. Še eno vprašanje. Ja, kratko, ali pripomba, ker je bilo že načeto vprašanje frontiranja resnice o tigru, zgodovinske resnice, in je bila omenjena tudi vaša knjiga, pri Baldinski knjigi, ker sem pa še odpornik Slovenske matice, bi pa le spomnil, in boste pritrdili, oziroma lahko še stavkom dopolnili, da je knjiga pomembna o tigru vaša išla pri Slovenski matici, ki je potem izdala tudi knjigo, že omenjene profesor Tatjane Rejc-Srbot o tigru, z dokumenti, ki so marsikaj postavili, in Slovenska matica je le neka osrednja založba. In Drago Jančar je bil takrat urednik, se spomnim, ko smo obravnavali vključitev knjige v program za Tatjano Rejc. Žal je bila pomembna pričevalka, tudi soproga od Rejca, pa ne moramo več pričakovati, da bi se z njo še kaj pogovarjali. Prav gotovo je, o tigru imamo že veliko, torej veliko obdelanega, tudi veliko spominskih biografskih podatkov, so posamezni tigrovci opisovali z določenih področij. Tisto je mnogo manj, pa je poznana tajna krščanska socialna organizacija. Ta je pa izdala Slovenska matica. To je ta knjiga, ki je tukaj z nami. Boste še dodal še kaj? Hvala za besedo. Moram reči, da sem z velikim veseljem vas poslušal. Neverjetna modrost, sem slišal sedaj, ko imate 90 let, res ogromno stvari veste in res z velikim, zelo odprtimi ušesi sem poslušal, kaj ste vi vse nam povedali danes. V zvezi s Primorsko sredino, ko sem bral to knjigo, sem razumel vaš odnos do te Primorske sredine, kot je pravzaprav to neka vzor neke drže v teh političnih nasprotjih, ki se vedno znova pojavljajo. Pojavljajo se tudi danes v današnjem času. Mogoče, ker ste že prej povedali polno takih modrosti, a bi znali, bi hoteli tudi v zvezi s tem povedati, kaj je v današnjem času sredina, zdrževati neko pravo sredino tudi v današnjih turbulentnih časih, v teh nasprotjih med eno skrajnostjo in drugo skrajnostjo, med enimi nasilneži in drugimi nasilneži, med neko vulgarnostjo na desni strani in vulgarnostjo na levi strani. Kako bi vi to formulirali? Hvala lepa.
in čestitke ob 90-letnici, seveda ne samo za literaturo, ampak za vse vaše modre misli. Hvala. Hvala lepa vam za vse spodbudne besede in hvala. Ja, veste, torej zdaj moramo pogledati mi čas. Torej sem dosti razmišljala, recimo o tisti Primorski, če je bilo to modro, a ne bilo modro. Sem prepričana pa, da je bilo zelo modro, ker mi vemo, da množica ne pomeni zmage. Torej, da je tisto podtalno delovanje vedno močnejše, prikrito in se vemo, kako je. Za današnji čas pa bi rekla, torej, biti pošten, kritičen do enega in drugega. Torej, sprejeti dejstva, premišljati in ugotavljati, koliko resnice je tukaj, koliko leži je tam. In bi rekla, pomembno je poznati eno in drugo, širina pogleda. In v tem lahko, vendar pa mislim, da je vzrok prvenstveno tista, bi rekla, lepljenost na svoje lastno stališče. Torej, in nepripravljenost spreminjati svoje miselne vzorce. Ne? In tako je tudi, če dobivamo informacije, marsikdo te informacije odklanja, jih ne sprejme, oziroma te čudi jih sprejme in ne vgradi v tisto svoje nazore in pojmovanja. To je eden način tudi, bi rekla, razvijanja mišljenja. Ne? Te recimo, če imamo vidnedno, tako je prav in tako ponovite, kar je prav, brez kritičnosti, brez primerjanja in ugotavljanja, se tudi ta model reševanja teh, bi rekla, ideoloških konfliktov, če rečemo reči, ne more reševati. Ne? Hvala, dr. Mira Cencič, za te modre misli, s katerimi bomo počasi zaključili naše današnje srečanje. Ne se raziti, bomo ostali še kaj v neformalnem pogovoru. Hvala Celjski Mohovjevi družbi, hvala hčerki Alenki, ki je mamo pripeljala v Ljubljano in še enkrat na mnoga leta naj bodo srečna in zdrava, da bi se še dostkrat pogovarjali in kramljali o naši ljubi preteklosti primorske dežele, najlepše dežele slovenske. Nekaj ne bi še rada povedala. Veste, ne me preveč hvaliti. Jaz sem delala lahko, ker sem imela vso družino na svoji strani in vsi so mi pomagali. Najprej mož, Alenka mi je dosti tipkala, ker je bila dosti hitrejša kot jaz. Moje punce, ki so tukaj, pa so bile druge naloge, so pregledale, torej me učile te nove novatarij pri računalnikih in tako naprej. Ta mala moja je celo bila tehnični urednik nekaterih mojih knjig pri 15 letih. Ima več darov, ne, lahko. In to je tudi zame bila ena taka, bi rekla, olajšano delo in da nisem imela, da sem lahko spala, da nisem imela problemov z njimi. To je to. Bom pa jaz na koncu res kratek. Obema hvala za vso vajno delo in za vso voljo, trud pri ustvarjanju resnice. Gospa Mira, tudi v imenu Celjske Mohovjeve družbe, Bog vam da zdravja in hvala za vse.